Lep dober dan vsem, ki nas spremljate preko Facebooka. Danes ob 30. obletnici prisege prve demokratično izvoljene vlade smo pa v goste povabili prvega predsednika te osamosvojitvene vlade, gospoda Peterleta. Lep dober dan vam želim. Pozdravljeni. Najprej mogoče, ker smo zdaj nekaj časa nismo videli, me zanima, kako ste kaj in kako ste preživeli tele tedne, ki so bili pravzaprav karantenski, so bili specifični. Kako bi rekel, ste to preživeli ta čas? Jaz sem zase karanteno doživljal kot dodano vrednost. Nisem se bal virusa, ker mislim, da je moj imunski sistem dobro postavljen. Sem pa seveda vse spremljal, kar se dogaja. V tem času sem opravil tudi 30-dnevni post, veliko pretekel, veliko prekolesaril, nekaj tudi preletel, sodeloval s tistimi, ki jih je to zanimalo, držal tesen stik z Brusljem, se posvetil bolj družini, tako da, kar se mene tiče, sem z nekaterimi stranskimi učinki virusa čisto zadovoljen. Se pravi, bi rekel, nek čas, ki ste ga zelo dobro preživeli. Če greva kar na tole obletnico današnjo, kako danes z današnjega vidika 30 let potem gledate točno na današnji dan, ko ste vstopili, bi rekel, precej negotovo prihodnost plus tega v čisto novo vlogo, ki je do takrat niste niti poznali? Jaz mislim, da je ta dan v naši zavesti pravzaprav premalo poznan, da se ne zavedamo natančno, kaj je pomenilo, da je Demos po zmagi na prvih demokratičnih volitvah s projektom samostojne demokratične države, potem, ko je postavil skupščino oziroma imel v njej večino, lahko postavil tudi izvršno oblast. Brez take oblasti, brez vlade, ki bi peljala projekt, bi slovenski narod ostal pri sanjah, željah, pričakovanjih, deklaracijah. Kot je tudi Ustavno sodišče reklo, je bila izvolitev te vlade tudi bistven element osvoboditve Slovenije. Potrebno je bilo imeti izvršilno oblast, to pot smo jo imeli in ta čas je bil čas poln izzivov, hkrati pa velike odločnosti in tudi enotnosti v bistvenih zadevah. Demos je bil koalicija 6 strank, ampak različnost nas je bogatila, nas ni razdvajala. Zavezali smo se projektu osamosvojitve in ga v bistvenih točkah tudi izvedli. Zame je to tudi milostni čas. Je pa seveda čas ene posebne osebne preizkušnje. Jaz res, kot tudi številni drugi, nismo imeli nobenih izvršilnih funkcij. Mogoče smo ravno zato izvedli ta projekt, ker smo verjeli v nemogoče, kajti tisti, ki so nas obiskovali, so govorili, ne sanjajte, politika je umetnost mogočega. Mi smo iz tega naredili umetnost nemogočega. Na sam dan, se pa moram spomniti, se je zgodilo nekaj posebnega. Beograd oziroma Jugoslovanska ljudska armada nam je čestitala z odvzemom orožja Slovenski teritorialni obrambi, se pravi, da smo se mi odpravili na pot osamosvojitve golih rok ali brez orožja in smo to razumeli kot vojno napoved in smo začeli dan zatem pripravljati obrambo, zato jaz praznujem dan Slovenske vojske 17. maja, ker smo takrat začeli priprave. Tisti dan je pomenil nekaj posebnega, eni smo to razumeli, eni niso, ampak mi smo vedeli, da stvar ne bo enostavna, Beograd je postavil prvi štop znak. Še ena stvar v zvezi s tem me zanima, Demos je bil že tako precej, bi rekel, raznorodna koalicija, pa kljub temu, kako je ta ideja o tem, da se bomo osamosvojili, potem, ko so se preko demokratične spremembe zgodile, a je ta ideja znotraj Demosa bila kar tako imela neko enotno podporo, a je to dozorevalo? Vi ste v Poljčah je bilo rečeno, oziroma vaš citat je s Poljče, da je bila Demosova odločitev v Poljčah potrebna, prava in odločilna. Vaš komentar danes na to? Torej, to je bila seveda že druga ali ena od pomembnih odločitev. Plebiscit je bil potreben in pokazalo se je, kako pomemben je bil politično in pravno. Ampak Demosova raznorodnost, kot sem že dejal,
ni bila problem, ker smo se zbrali enotno okrog enega cilja. Nas je povezala ideja osamosvojitve in demokracije, pa tudi Evrope, bi rekel. In glede tega med nami ni bilo razpok, so bila kdaj različna mnenja, kako hitro, kako in tako naprej se to naredi, vendar mi smo bili z zakonom z 6. decembra 90, ki je bil sprejet enotno, brez glasu proti pred plebiscitom, smo bili zavezani, če bo plebiscit za samostojnost, da najkasneje pol leta pozneje državo tudi proglasimo. Rad bi povedal, da se nismo začeli pripravljati na osamosvojitev šele po plebiscitu. Mi smo imeli v plebiscitu natisnenega že večino denarja začasnega. Imeli smo že tudi, kot smo pokazali v Kočevski reki, nekaj oborožene sile, ker smo se vmes, kot sem dejal, pripravljali na obrambo in imeli smo prav, če ne bi zmagali vojne za Slovenijo. Torej tukaj na to osnovno temo v Demosu ni bilo razpok, je bila v SDZ-ju alergija na zmago krščanskih demokratov, tam je bila tudi bojazen, koliko pik bo dobila krščanska demokracija, če se osvobodimo s krščanskim demokratom na čelu vlade. No, te bolečine smo dali takrat mi malce v oklepaj, so se pa pojavile kasneje, ker iz iste stranke se je pojavila ideja za zamenjavo predsednika vlade, za razpust Demosa, iz te strani so padle besede ustavimo desnico. Jaz bi jim grede dodal, desnico bi morali krepiti, ne pa jo ustavljati. Če bi jo krepili, bi Slovenija izgledala danes drugače. Pa če vskočim še tukaj, ta vaša krščanska demokratska linija, v kateri pripadate, je bila pa takrat precej pomembna, ker je bil Kohl v Nemčiji krščanski demokrat, pa na Nizozemskem, tako da v mednarodnem okolju je bilo to precej pomembno, da ste bili. Mi tega nismo zelo poudarjali, ampak naj bo 30 let pozneje vendar jasno povedano, da je bilo za naše osamosvajanje zelo in bistveno pomembno, da je vlado vodil krščanski demokrat, katerega stranka SKD je bila prva v demokratični internacionali, se pravi v politični internacionali, eni pravijo črna, bili sta dve črni, bili smo člani obeh internacional, zato sem imel dostop do vseh ključnih politikov in krščanski demokrati so bili takrat s Kohlom vred, Andreottijem, Mitsotakisom, Santerjem, Martensom, Delubersom in še kom so bili vodilni oziroma večinski v evropskem svetu. In ta linija je tudi prva priznala oziroma sprejela naše politične cilje, prvi med njimi Kohl, že 1. julija leta 90 v Budimpešti, ko smo govorili na 4 oči. In Kohl je bil tudi glavni arhitekt mednarodnega priznanja, s katerim sem jaz to zadevo urejal oziroma se dogovarjal en mesec po Brionskem sporazumu, ko smo imeli pred sabo še 2 meseca moratorija, sva s Kohlom v Avstriji na njegovem vikendu strasirala pot mednarodnega priznanja, ki se je zgodila skoraj brez 2% razlike glede na tisti pogovor in dogovor. Navezal se bom tudi na vaše predprejšnji odgovor, ko ste rekli, da ste bili operativno že pripravljeni. Vi ste na nek način začeli vladati, kot se je zdaj zgodilo ob teli krizi. Nova vlada, ki je prišla, je mogla kar hitro začeti delati, koronavirus je bil tukaj. Kako ste vi takrat operativno se lotili tega, ko ste postavljali vlado? Rekli ste, denarja vredno ni bilo, skratka, stvari so bile precej specifične. Kakšno zakulisno stvar, če mi poveste? Torej, najprej bi rekel, razlika je bila ta, da takrat ni nihče odstopal, čeprav je partija rekla, da se stopajo z oblasti, pa jaz mislim, da še danes niso se stopili. In mi nismo prišli gor na revolucionaren način. Mi nismo rabili vojne za zaveznika, da pridemo na oblast, kot je to storila partija pred davnimi leti. Mi smo prišli gor demokratično, se nismo borili za oblast, ampak smo oblast, ki nam je ljudstvo zaupalo, uporabili za skupne cilje, se pravi za osamosvojitev in za demokratizacijo oziroma reforme. V tem je razlika.
Takrat sem jaz sestavil zelo pestro družbo ministrov, delali smo po starem zakonu o vladi. Če bi začeli z zakonom o vladi, kot so to delale potem naslednje vlade, mislim, da bi se zapletlo že v tej fazi in bi lahko doživeli blokado strani zbora Združenega dela, kot smo jo doživeli, ko je šlo za zakon o privatizaciji. Skratka, to je bil en poseben čas, ampak še enkrat, ključno je to, da nas je vezal skupni cilj, pod katerega so se podpisali tudi nekateri ministri, ki niso bili iz Demosa, kar nekaj jih je bilo, ena ali dva celo iz bivše oziroma iz naslednice komunistične partije, ampak tam nista bila kot poslanca ali delegata opozicija, ampak kot človeka, za katera sem verjel, da bo kos nalogi. Jožica Puhar, ena od teh, je še zdaj ponosna, da je bila v tej vladi, je lepo opravila svoje delo in mi smo delali tudi, recimo, mi smo imeli v vladi sina Vide Tomšič, Miha Tomšiča, ki je bil super minister in njegovi koncepti veljajo na področju energetike še danes. Torej, jaz sem vesel, da sem sestavil doslej najbolj nazorsko ali idejno široko slovensko vlado, pa bi rekel doslej tudi najbolj enotno. Mi takrat nismo imeli različnih tiskovnih konferenc po strankah, potem ko je vlada svoje odločila, mi smo imeli eno tiskovno kot vlada. Skratka, delali smo z drugačno politično kulturo in to, kar smo delali za vse. Ne za partijo, ne za ideologijo, ampak v dobro Slovencev in njihove države. Ena anekdota, če obstaja anekdota, ena zgodba me zanima, slišal sem jo z druge roke, pa sem mlajši, pa ne vem, pa bom priliko izkoriščam. A ste res, ko ste prevzeli potem, bi rekel, vodenje vlade, mogli sami Titovo sliko, bi rekel, iz stene v vaši pisarni dol sneti? To drži ali to ne drži? Jaz sem generalnemu sekretarju Čerinu rekel, naj poskrbi za odstranitev slike, ker ne želim sedeti pod simbolom, ki ni simbol moje vlade oziroma nove slovenske politične večine. In za čas, torej, ko sem prišel naslednjič v sejno dvorano vlade, sem videl, da stvar ni bila izvršena in sem se dvignil, snel sliko stene brez besed in jo odnesel. Televizija je želela, naj jo obesim nazaj, da bodo slikali, tako da obstaja samo posnetek od zadaj, kako zapuščam prostor, tako da samega snemanja stene niso posneli, ampak jaz sem rekel, zgodilo se je, tega ne bomo ponavljali, Tito je šel. Obešali pa ne boste spet, zaradi slike, zaradi kadra. Tako da tisto se mi je zdelo samoumevno, me je pa res zjezilo. Nekdo pač ni naročila izpolnil, nekomu se je zataknilo, kot se je tistemu, ki ob obisku predsednika Clintona iz Amerike ni mogel prevesti Bog vas živi. Živi, drži. Ko danes, še to bo rekel, glede slovenske politike rekla, sami ste omenili drugačna politična kultura, je bila takrat v 90-ih, nekateri zakoni so bili tudi sicer sprejeti z minimalno večino, ampak kljub temu je bila vlada precej učinkovita. Bi rad takoj pojasnil, torej ta minimalna večina ni zadevala vlade, ampak je zadevala parlament, v katerem smo imeli zlasti pri zakonih, osamosvojitvenih zakonih z področja obrambe, smo včasih z minimalno večino prišli skozi. Če ne bi prišli, bi imeli z našim osamosvajanjem velike težave. In to se je dogajalo po plebiscitu. Ko smo imeli tako jasen rezultat za osamosvojitev, so eni nagajali tako rekoč do konca. Naj se spomnim, da smo imeli tudi generalno stavko, mislim, da 14 dni pred osamosvojitvijo. Zadnji teden pred osamosvojitvijo so podirali generalnega državnega tožilca Drobniča oziroma poskušali. Torej, enotnosti, o kateri zlasti leva stran veliko govori, jaz kot predsednik vlade nisem čutil. Sem pa čutil ljudsko enotnost, povem in priznam pa tudi to, da druga stran situacije ni izkoristila za nasprotovanje, bi rekel, trše vrste. Vem, da so bila tam tudi pričakovanja,
ki jih izraža neki stavek, ki sem ga večkrat slišal: počakajmo, da se kaj pokaže, naj se en tak pokaže, pa bomo videli, kaj bo. Ne? Jaz sem hvaležen vsem, ki so nas podcenjevali. Ne? V tem je tudi del našega uspeha, tako glede na jugoslovansko kot oziroma armadno in slovensko sceno. Torej, ne bi pa rekel, torej, v marsičem smo imeli tudi srečo. Doživeli smo ob propadanju komunizma razrahljan svet, kjer so nekatere orientacije in trši interesi umanjkali. Mi smo se skozi to šivankino uho potisnili v svobodo in samostojnost in v smeri Evrope. Jaz sem vesel, da je to moji vladi uspelo. Mislim, da smo bili ekipa, ki je res skrbela za tisto, kar gre za vse. A se vam zdi, da je zdaj v teh razgretih slovenskih političnih razmerah čez en nov politični konsens, nacionalni konsens, da bi presekali to obkladanje, neko tekmovanje v tem, kdo bo komu kaj bolj nagajal, pa vizije pa ni, ne? Ali pa je noče nihče podpreti? Jaz sem seveda vedno za demokratično in fair igro. Vendar to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, to ni. Protesti so se dogajali proti novi vladi, še predno je bila izvoljena. Slišali smo prvič na ulici pozive k uboju predsednika vlade. Takih izrazov nasprotovanja doslej nismo poznali. Doživeli smo proteste v nasprotju z sprejetimi pravili, kako varovati naše zdravje. Torej, doživeli smo nekaj, čemur se težko reče državljanska nepokorščina na Gandijev način. Tisto jaz odobravam. In čas virusa, kar je posebna zgodba, kaj je sploh ta virus, ne, je prinesel pravzaprav okrepitev delitve, vendar mislim, da je del slovenske opozicije tako alergičen na Janšo in na tako imenovane, v narekovajih, izdajalce, torej, da bi se ta odpor pokazal, ne glede na to, ali bi bil tukaj virus ali ne. V vsaki situaciji se da nekomu pripisati slab namen in danes slovenska javnost živi od pospeškov v smeri slabih namenov, govorica gre navzdol, mislim, da v politični kulturi padamo, širi se ne samo strah, nekateri dobesedno širijo sovraštvo. Ves svet je v veliki krizi, Evropo je ta virus tudi spravil v močnejšo krizo, kot je bila prej. Ljudje si želijo združene Evrope, ki je mi ne moramo delati kot razdeljena nacija. Torej, v nekaterih pogledih je slovenska slika veliko bolj vprašljiva ali problematična, kot je bila pred 30 leti. Takrat smo imeli projekt, smo imeli zagon, smo imeli navdušenje, smo imeli 90% ljudi za, ste rekli konsens. Lejte, kot neka država stoji, ko ni nekih, neke totalne krize, ni potreben konsens. Ne rabimo za vsako stvar vseh za. Ampak je potrebno, da je konsens v vladi. Hvala Bogu imamo vlado, ki jo vodi zmagovalec zadnjih parlamentarnih volitev, ki deluje z večino, dosega uspehe, tudi v boju z virusom. In kar se konsenza tiče, bi si jaz želel za zadeve, ki bi nam lahko pomagale naprej, torej recimo v odnosu do preteklosti, niti Demosov program še ni izpolnjen, ker mi še zdaj nismo vseh pokopali, ki so bile žrtve revolucije. Ne govorim žrtve vojne, govorim o žrtvah revolucije, ki nimajo nobenega nacionalnega pomnika nacionalne ravni. Naš Trg Republike varuje spomenik revoluciji. Urad predsednika vlade varuje spomenik revolucionarju. Torej, nas krasijo v jedru naše države, na simbolnem mestu, nas krasijo simboli, oziroma nas zaznamujejo simboli, ki nimajo s tem režimom oziroma z demokracijo nič, ki so izraz časa, v katerem je bilo nasilje sredstvo, ki je opravilo vse tisto, da se je oblast vzpostavila in tudi ohranila.
Kakšen je pa vaš pogled, če se navežemo na krizo glede Evrope? Zdi se, vsaka država je zaprla zdajle meje, so se vsak obnašali precej zase, vsaka država. Vi ste Evropo zelo dobro poznate, dolga leta ste bili evropski poslanec, se dobro zavedate tudi te, bi rekel, geopolitične, mednarodne vloge Evrope. Kje vi vidite ključno pot naprej za Evropo, kako bi se ukrepila in kje je vloga Slovenije v Evropi? Lejte, za nami 70 let od Schumanove deklaracije, 9. maja smo se tega spominjali. Schuman je imel jasno idejo o Evropi, vedel je, kaj treba narediti za mir, zato je s prijatelji Adenauerjem, De Gasperiem in drugimi uspel postaviti duhovni in kulturni temelj nove evropske stavbe in bistvo tega je spoštovanje človekovega dostojanstva. Od tu naprej pride solidarnost, sodelovanje in tako naprej. Torej, jaz mislim, da mora danes Evropska zveza premisliti, kaj pomeni spoštovati človekovo dostojanstvo v teh okoliščinah in tudi skozi to presoditi, kaj pomeni razlika med severom in jugom in med zahodom in srednjo oziroma vzhodno Evropo. To so nepredelane, nereflektirane zadeve. Zahod ne razume, zakaj je srednja Evropa drugačna. V Evropi se zdaj ne dogaja samo vprašanje, kdo bo komu dal kaj denarja in pod kakšnimi pogoji. Se pa dogaja že to, da kdor ga ne dobi, se obrne na Kitajsko pa ga dobi. To vsaj dve državi sta dobili pod ugodnimi pogoji sredstva na Kitajskem, ne pa v Frankfurtu. In to so zadeve, ki štrlijo iz današnje evropske zgodbe in Evropska zveza bo morala ob tem virusu, predvsem pa ob njegovih posledicah, če bo zdaj sledila recesija, bodo temu sledile tudi socialne in seveda politične posledice. Lahko se nam zgodijo spremembe tudi v Nemčiji. Status CDU-ja ni zagotovljen, tak kot ga poznamo desetletja. V Italiji vemo, kako je. Vidimo, kako je virus prizadel Španijo, recimo. Skratka, Evropa potrebuje zdaj skupne imenovalce, ne pa razdeljenosti. In v svetu, kakršen se je zdaj ob virusu pokazal oziroma razkril, lahko odigra resno vlogo samo bolj enotna Evropa, tudi kar zadeva področja zdravja. Ampak zdaj bo glavni izziv ekonomija in sociala. Morda za konec še vaša poslanica, direktno bi rekel našim državljankam, državljanom, Slovencem, Slovenkam. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so projekt slovenske demokratične in samostojne države podprli. Velika zahvala ljudem, ki so podprli Demos, ki je zaradi te podpore lahko postavil zakonodajno in izvršilno oblast, potem ko je zmagal na prvih demokratičnih volitvah. In velika hvaležnost vsem, ki so sprejeli povabilo v osamosvojitveno vlado. Jaz sem ponosen, da sem jo lahko vodil. Poseben poklon in hvaležen spomin pa tistim, ki so leto kasneje padli za slovensko svobodo. Državo smo postavili, dali smo jo, oziroma potem so jo prevzeli drugi. Od nas je odvisno, kako in kam jo peljemo. Od nas je odvisno tudi, kakšna je naša medsebojnost. Tukaj mislim, da nam manjka dozrelosti kot naciji še marsikaj. Razdeljenost me ne moti, različnost me ne moti, razdeljenosti pa ne maram. In želim si različnosti, ki bo bogatila, ne pa bolela. Naj živi samostojna Slovenija. Hvala vam, ker ste se vzeli čas za danes. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci po Facebooku, da ste si vzeli čas za tale pogovor, da ste nas spremljali. Ob tej priložnosti vas pa tudi že vabim, da nas spremljate naslednji teden v torek, kjer bo kolega Tomaž Kavčič v Facebook direktu gostil evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Hvala vam. Nasvidenje.